No, občina Brežice je priskočila ukrajinskim praktično beguncem oziroma begunkam in pa otrokom. Ko smo razmišljali, kako najlažje pomagamo, smo se odločili, da bomo praktično eno etažo tega večnamenskega doma, ki smo ga v jeseni uredili, namenili za njihove potrebe. V tem trenutku je noter 36 otrok, večinoma so ženske in pa mladoletne osebe. Tu moram povedati, da tu sodelujemo z podjetjem Prva liga in pa Stilles, ki je tudi zagotovil opremo in pa tiste najnujnejše prehrano in pa vse ostalo od začetka poskrbel. Seveda zdaj nas čakajo še naslednje naloge, kajti v tem trenutku urejajo status predvsem beguncev, potem pa bomo videli, kako se lahko pomaga, predvsem pri otrocih, potem pa lahko kaj več pove Patricija. Torej, po potrditvi oziroma pridobitvi statusa dejansko imajo begunci izenačene pravice z našimi državljankami in državljani, torej bomo kot občina dolžni poskrbeti za njihovo vključevanje, tako v predšolsko vzgojo, osnovnošolsko vzgojo oziroma nadaljnje izobraževanje. Razmišljamo oziroma se pogovarjamo tudi že z našimi javnimi zavodi ter iščemo najustreznejšo rešitev, da seveda lahko vključimo vse istočasno. Zavedati se moramo, da se soočamo pri posameznih osnovnih šolah s prostorsko stisko. Vemo pa tudi, da bo skupina, ki jo bomo vključevali, imela posebne pogoje oziroma zahteve najmanj glede jezika. Tako da skladno z tem bomo poskušali najti najustreznejšo namestitev znotraj naših javnih zavodov. Dobar dan. Mi z ukrajinskimi delavci sodelujemo praktično že od leta 2016. Prve delavce smo pa zaposlili pri nas v letu 2018. Trenutno jih imamo skupaj 48. To je praktično približno 25% skupnega števila. Lahko si predstavljate, kako v nezavidljivem položaju smo bili mesec nazaj, ko se je v Ukrajini začela vojna. Praktično smo mogli čez noč odreagirati. Ogromno teh sodelavcev je razmišljalo o vrnitvi, da praktično smo jim s tem, ko smo jim omogočili, da pridejo njihovi najožji člani njihovih družin tu, smo jih uspeli prepričati, da ostanejo, ker praktično so nepogrešljiv člen Stillesove družine. Tako da vse skupaj je tule zdaj 36 njihovih svojcev, verjetno bo kakšen še prišel. In delali bomo na tem, da tudi njihovim svojcem, seveda odraslim, ponudimo delo pri nas. Odločili smo se, da skupaj z občino Brežice potem pokrenemo tako en projekt, da se ti prostori čim bolj ustrezno opremijo. Na pomoč je prišlo potem tudi kar nekaj lokalnih organizacij, organizacija Rdečega križa, pa potem gasilci, pa potem privatna zobozdravstvena praksa Nikolič in lahko bi še našteval. Tudi pri nas v Stillesu smo se tako odzvali in začeli zbirati tisto najnujnejše, da so ti ljudje lahko sploh dobili osnovne pogoje, seveda na tem pa zdaj v bodoče treba še delati. Ste pomagali tudi pri prevozu sem? Ja, moram se tu zahvaliti lokalnim podjetnikom, predvsem gospodu Kostrevcu iz Brežic, ki so nam pomagali zagotoviti nekaj vozil. Prevoze smo organizirali tako, da so kar ukrajinski fantje, naši sodelavci, opravili te prevoze. Te ljudi je bilo treba iti iskati na poljsko mejo, na slovaško mejo, mađarsko mejo. Praktično je to potekalo dobrih 10 dni. Moram reči, da ti fantje so skoraj brez počitka praktično izvajali te prevoze, pa delali na tem, da so ti svojci lahko prišli sem z Brežice. Delavci so v bistvu nameščeni v Sevnici, tako kot poprej.
To je gospa Alena. Ona pripotувала з найслабшого дела України. Їх град бомбардують вsak dan. To je 100-тисячний град. І вона путувала več kot 2000 кілометрів. Всем, і то je trajalo 4 dni ali več. Šli z vlagom, na mejah bila ogromna gužva in ще различні stvari, які тяжко було їм, да би припутували. Ми smo organizirali čim prej. Čakali smo jih na meji, tam bilo pripravljeno za njih šotore, ampak placa ni bilo dovolj. Samo možno bilo sest i čakati na nas. Ker zelo ogromno ljudi bilo na poljski meji, na mađarski. Mi smo čim prej željeli smo pripeljati ih sem, da bi normalno odpočili za 4-5 dni putovanja. Я с Украины, с Луганской области, город Северодонецк. Ну, с 24 марта с утра, 4 часа утра нас начали, ну, не знаю, как сказать, это очень страшно. Мы живем, у нас 3-этажный дом, и мы живем на 3-м этаже, и вот последний поверх, началось это все очень страшно. Ребенок у меня, мальчик, 13 лет, весь такой перепуганный, и мы сначала там в ванной прятались вдвоем с ним. Потом сын говорит: мама, давай в подвалы перемещаться. И вот мы практически 2 недели жили в подвалах, ну, под домом у нас, ну, дом. Там 3-подъездный дом, 27 квартир. Очень страшно. Очень, не знаю, что еще сказать. Потом вот Тарас, где мой муж работает, на их фирму, нам сделали здесь убежище. Ну, то есть я благодарна, спасибо вообще очень-очень, потому что нам некуда было даже в Украине, у меня здесь на Западной Украине никого родственников нет, и некуда было вообще. Как бы позвали, предложили. Благодарность огромная Тарасу и вот всем, кто и директорам, вот все как бы. Я. То є жінка з Луганської області, град Северодонецьк. 24 у ніч почалася війна і почали виржити бомби. У нас іскривала в купальниці з сином. Потім 2 тижні була у склету. То є 13-стропний блок був. І 2 тижні вона була у склету. І чи був шанс, вона такою йшла сем. Огромна хвала є водству Брежиць за допомогу і нашу компанію, де ми організували їм привоз і становлення.